Torej, vsi lepo pozdravljeni v kulturnem domu Šempasu. Ki je v neposrednem prenosu. Šempas je lučaj od Nove Gorice, torej smo na Goriškem, smo na Primorskem. Moje ime je Erika Jazbar, se pokažem. Te maske. Danes gostimo Demokracijo magazin Tur oziroma vseslovensko turnejo založbe Nova Dorja, na kateri prirejajo niz pogovorov v različnih slovenskih krajih z avtorji knjig, le pri založbi in ne samo. Lepo pozdravljeni torej tudi tisti, ki nas spremljate v neposrednem prenosu preko spletne strani demokracija.si. Za tiste, ki v neposrednem prenosu tega ne morete videti, dvorana je nabito polna. Ne vem, koliko je teh zasedenih mest, nekaj stolov oziroma veliko stolov smo morali še dodajati v tem kulturnem domu, ki ni ravno majhen. Naš današnji gost in sogovornik je ne le ekonomist in raziskovalec udbovskih arhivov dr. Rado Pezdir, pokaži se tudi ti z masko. Ampak, ko smo se srečali, je poskrbel za presenečenje, ker je prišel z drugim odličnim poznavalcem teh udbovskih arhivov in s katerim tudi veliko sodelujeta, ker se njune raziskave prepletajo, Igor Merza. Težišče današnjega predstavitve, današnjega večera bo sicer knjiga. Naj se ne ustraši tisti, ki bi jo rad prebral ali kupil. Jaz po formaciji sem klasični filolog, torej sem končala starogrščino in ker avtor ni samo ekonomist, ampak je tudi kolumnist, napiše stvari tako, da se jih lahko bere. Če sem jih jaz lahko prebrala in razumela, lahko prebere in razume tudi nekdo, ki specifičnega znanja tega področja nima. V tej knjigi je Rado predstavil od ustanovitve, razvoja in do današnjih dni usporedni mehanizem globoke države, dokazal ga je, da obstaja, torej da ne gre le za eno medijsko sintagmo, ampak da tisto, o čemer je pisal na primer že Danilo Slivnik pred leti, da to je to. In v njej tudi dokumentirano pove, kako je nastalo, kje, kdaj, kako se je razvijalo, kakšno vlogo je imelo za časa slovenske pomladi, osamosvojitve in v vseh teh letih samostojne slovenske države. Kajti vprašanje, ki si ga postavlja ne samo Rado kot ekonomist in ekonomisti, ampak si ga postavljamo vsi mi, je vezano na dejstvo, da zakaj je ta slovenska tranzicija taka, kakršna je, zakaj je tako počasna, zakaj zgodba o uspehu, kar Slovenija bi lahko bila, to ni oziroma ni v taki meri, kot bi lahko bila. In ta knjiga dokazuje in pripoveduje in pokaže, kateri so tisti kamenčki v tem kolesju, ki zavirajo razvoj matične države. Matične povem jaz, ker sem zamejski Slovenec, ampak kot Goričan, ki verjamem v čezmejni prostor, jaz dojamem Šempas kot del mojega prostora in ne gledam na mejo. Marsikdo je danes... Ja, veliko govorimo o Evropski prestolnici kulture, veliko projektov je okoli tega, ampak glavnina med nami, ta prostor ga odvedno tako živi in ni bilo potreba potrditve Evropske prestolnice, da bi vsi to vedeli. Knjiga je išla oktobra lani, predstavljena je bila krstno v Muzeju novejše zgodovine, ker tja spada, ker je knjiga, ki govori na dokumentiran način o nas in o preteklosti. Torej gre za strokovno monografijo, poglobljeno monografijo, ki se opira izključno na dokumente. Kot rečeno, napisal je ekonomist, raziskovalec, publicist, ki v uvodnem delu tudi zelo iskreno govori o tem, kako je bil naiven,
pred leta 2008, ko je šla njegova knjiga o tranziciji in pa tudi prej, ker ni razumel oziroma ni poznal, ker ni še raziskal in spoznaval ta sistem, ki je zelo učinkovito in skrito deloval v vseh teh desetletjih, v povojnem času, pač za časa Jugoslavije, ampak tudi potem do današnjih dni. Naš pogovor bo seveda segal v preteklost, ker o preteklosti govorimo, ampak, če bomo predolgi, nas boste ustavili, ker težišče mora biti tudi na sedanjosti, ker ta knjiga nam daje inštrumente, da razumemo, zakaj je naša sedanjost taka, kakršna je, zakaj v teh 30 letih oziroma v zadnjih letih smo lahko bili priča temu nastajanju novih političnih figur, ki so v par mest potem dosegale visoke odstotke na volitvah, zakaj, na primer, diploma Maškese ni prisotna, problem diplome Maškese ni prisotna v javnosti, medtem ko s tem bogim poslancem Desusa, ko so iskali njegovo diplomo, so po vseh medijih o njej pisali, medtem ko za diplomo enega sodnika to za glavne medije ni pomembno. Sedaj, knjiga se sicer začne pri sedanjosti oziroma zelo blizu nam s to znano afero iranske milijarde. Ampak jaz bi začela nazaj, pri pravem začetku. Kako se je začelo, je naslovene knjige, ki jo napisal Maček, ki sicer ni Maček, ki nastopil v tej knjigi, ampak je plemenit človek Janko Maček. Torej, Rado, povej nam, kako je bilo takrat, 45, Trst, Niko Kavčič, potem leta 51, Penštajn, to prvo podjetje offshore, ki je nastalo in kako se je v bistvu začelo in nadaljevalo. Erika, hvala za vprašanje, hvala za predstavitev, hvala vam za povabilo, zelo sem vesel in bil zadovoljen, da sem lahko danes s vami in da predstavljam moje delo, ki je plod praktično 6-letnega raziskovanja in dela v arhivu, nastalo tudi ob veliki pomoči Igorja Omelze in seveda Andreja, Ivota in Erike, mojih odličnih prijateljev iz druge strani meje, ampak iz naše strani srca. Zdaj, zgodba se seveda začne takoj po vojni in začne se v tistem kaotičnem času, ko ni povsem jasno, kaj se bo zgodilo s Trstom. In takrat seveda komunistična ideja je, če tudi Trst izgubimo, mi bomo v njemu vzpostavili državo v državi in bomo imeli vse v svojih rokah. Seveda problem pa nastane pri tem, ko se človek vpraša, dobro, kako boste pa to financirali. Njihova ideja je bila, da nekatera slovenska podjetja, ki so tam ostala, ki so bila pravzaprav samo še poslovne lupine, izkoristijo, da naredijo neko svoje omrežje, iz katerega bi nastala komunistična država na Tržaškem in Goriškem. To se jim je seveda v nadaljevanju, ko so ta sistem vzpostavili, premaknili povsem v novo dimenzijo. Ugotovili so, da v tujini lahko delajo obvode denarnih tokov, delajo lahko finančne inženiringe in s tem vzpostavljajo nek vzporeden mehanizem, ki ga uporabijo vsakič, ko pride do kakšne težave. Dokler se čez desetletja ni to izpopolnili, da so po padcu Berlinskega zidu uporabili ravno ta vzporedni mehanizem, ki je nastal leta 1945 po vojni v Trstu, to, da so umaknili družben kapital iz socialistične Slovenije in ga premaknili po davčnih oazah in vrnili nazaj v Slovenijo kot privatni kapital in ga uporabili v privatizaciji, česar so nastala omrežja, ki so zdominirala Slovenijo na političnem, medijskem in gospodarskem področju, ne da bi mi sploh vedeli, zakaj gre. To je tako v velikem oziru pomen tega, kar je nastalo 45. Od 45 je bilo najprej prvoten poskus,
da je on vzpostavil to omrežje na Tržaškem in Goriškem, ki pa se jim je izjalovil. In ker se jim je izjalovil, so ugotovili sledeče. Paziti morajo na italijanske regulatorje, ki jih izrazito ne marajo, kot pač nikoli ni bilo ljubezni za italijanske strani do takrat. Ugotovili so, da je zelo težko mešati denarne tokove med dvema različnima državama, imata tudi dva različna ekonomska sistema, na kar so se odločili, da to lahko pokrijejo edino tako, da Udbi prepustijo lastništvo in upravljanje podjetij. Tem je prišla v igro slovenska Udba. Najprej se je slovenska Udba spremenila tako, da je vzpostavila ekonomski oddelek, ki ga je vodil Niko Kavčič, ki je razdelil to ekonomsko Udbo na dva dela, legalno in ilegalno trgovino. Ilegalna trgovina je prišla iz čiste potrebe, da sploh pridobijo kapital, s katerim bi vzpostavili ta podjetja. To so bili ljudje, ki so po vojni pregnali vse, kar je dišalo po podjetništvu in kapitalizmu. In če so samo preganjali, je bilo še najboljše. V dostih primerih so enostavno pobijali, kar pomeni, da so ostali popolnoma brez podjetniške infrastrukture in kapitala. Posledično so se mogli zateči popolno novim poslom, izvažati cigarete v Italijo za italijansko mafijo, prodajati po dobesedno ulicah cigarete, zato da so pridobili kapital, da so postavili svojo politično podjetniško omrežje na Tržaškem. Malo potem, ko je bil ta kapital zbran, so ugotovili, da pravzaprav imajo še vedno težave. Italijanski regulator jim je nasledi, zavezniška uprava in zahodne sile so bile tik pred tem, da razumejo, da Udba v Italiji štelca cigarete zato, da postavlja svojo podjetniško mrežo, in iz te sile so se preselili najprej v Švico. V Švici so ugotovili, da so tam sicer merni pred Italijani, ampak da švicarski regulatorji niso nič kaj manj prizanesljivi. Poleg tega pa so bili v Švici zelo visoki davki. Sledila je selitev v Liechtenstein leta 1951, kjer je bilo ustanovljeno podjetje, tako da je Udba dobila slamnate lastnike, pa od tega sta bila masivna tihotapska cigaret Švice, kar samo po sebi pove, kakšna je bila struktura ljudi, ki so delovali v bivšem sistemu. Prav nobene težave ni imela partija, da v offshore podjetjih skupaj z kriminalci, visoko rangiranimi kriminalci, ustanavlja prikrita podjetja, kamor se izliva denar iz pollegalnih in nelegalnih poslov. Temu je seveda sledil londonski sporazum in izničenje tega podjetja. Navidezno to podjetje zgine, to je podjetje Kolkomerc Vaduz, in ustanovi se novo podjetje, na katero se vse premoženje prenese, tudi v Liechtensteinu, to je podjetje Comexim. To podjetje Comexim je bilo pa lastniško znotraj Socialistične zveze delovnega ljudstva in pod upravo Ivana Matije Mačka. Kar je zanimivo, je seveda, da ta podjetja so tekla za svojo zgodbo delač dlje, kot bi si sicer pričakovali. Leta 1991, potem, ko smo se osamosvojili, prešli iz totalitarnega komunističnega ekonomskega sistema v kapitalizem, si namreč nihče ni mislil, da je takrat še vedno obstajalo liechtensteinsko podjetje Ivana Matije Mačka. Niti si nihče ni mislil, da je takrat obstajalo še vedno podjetje, ki ga je pred tem ustanovil po navodilih partije Niko Kavčič. In medtem, ko sem zadeve preiskoval, se je izkazalo, da so zadnja podjetja, ki smo jih uspeli detektirati, bila ukinjena šele leta 2017, se pravi, prav iz tega jedra usporednega mehanizma iz davčnih oaz.
To pomeni, da takrat, ko enkrat ni bilo več pivovajne Laško, ko je Pojdež že sedel v zaporu, ko ni bilo več aktive Dalka Horvata, so od zunaj še vedno živeli te pošastni poganki partijsko-udbovskega poslovanja iz davčnih oaz. Kaj pa seveda kaže na tisto, da ta zgodba o udbo-mafiji, ki jo je razkril seveda najbolj Slivnik, nikoli ni bila privlečena za lase, kvečemu Slivnik ni imel te sreče, da bi bili arhivi odprti in da bi lahko na način, kot sem jaz, to zgodbo zanaliziral. Zdaj v nadaljevanju bomo verjetno še odprli več stvari, zakaj je to pomembno, pa kako je vplivalo na tok naše tranzicije. Zdaj bi samo navrgel na to, da vendarle moramo razumeti, da so nekatera omrežja, ki so močno vplivala na slovensko tranzicijo in na kateri podjetniki imeli izjemno neobičajen pedigre. Gre za visoke uslužbence uprave, službe državne varnosti, kot je Zemljarič, Isajlović, Pušnik, ki niso po naključju postali podjetniške zvezde v slovenskem prostoru, ampak so zrastli na vzporednem mehanizmu, ki je nastal takoj po vojni na Tržaškem in Goriškem. Eno pod vprašanje, sedaj v bistvu ti si nam ponudil en pogled od začetkov pa vse do včerajšnjega dne, ampak nekaj imen nastopa v knjigi. Ob Niko Kavčiču, ki je tudi zaslovel z daljšim intervjujem, ki je imel na RTV Slovenija, Edo Brajnik, Vlatko Klaj, Maček omenjen, Miloš Ogrizek. Tu gre za en kompleksen inženiring. To so bili v bistvu ljudje, ki so prihajali iz, kako bi rekli, iz ilegale, iz gverile, niso imeli tega znanja. Kako so oni si, mislim, ne oni, kdo jim je pomagal, da so si vse to zamislili in potem v teku let uresničevali? Ja, to je naravnost odlično vprašanje, ker večina teh ljudi je prilezlo iz gozda in vsi po vrsti so bili vosovski likvidatorji. Oni enostavno niso imeli nobenega pojma o temu, kaj je kompleksen finančni inženiring. 45 ga pridejo iz gozda, malo še strelajo po Trstu in okolici, par let kasneje se pa že najdejo v Lichtensteinu kot podjetniki in kaj je še bolj čudno, najdejo se z velikimi tihotapci iz Švice in z organiziranim kriminalom v Italiji. To niso ljudje, ki jih kar spoznaš. Zdaj, vprašanje ni lahko odgovoriti, ampak vsaj v primeru Nika Kavčiča lahko neke zgodbe rekonstruiramo. On je na primer v zaporih po vojni najdel predvojnega blejskega župana Para, ki je bil bančnik in en boljših ekonomistov. In kot kaže, ga je najprej prisilil, da je naredil nek učbenik iz ekonomije, to je neko fascinantno delo, kjer je praktično Revaš v zaporu iz glave pisal vse, kar je vedel v bančništvu, borzništvu, monetarni politiki in delo je presenetljivo čudovito delo, res tudi teoretsko je vrhunsko delo. Potem pa ga je šel v Pregu, tako da ga je iz zapora pobral in je mogel za njega vzpostavljati podjetje Vrtnarija v Portorožu, ki se imenuje danes Droga Portorož. To je en del. Drugi del, naprimer, tam Niko Kavčič je v svojo ekipo, to je ekonomski oddelek Udbe, v poklicu neke izjemno sposobne finančnike, naprimer Bronislav Slavko Matjan, ki je zanimivo star do nas neki del, mislim, da 104 leta in še vedno živ, ampak žal tam v glavi ni več ničesar ostalo. On je bil eden izmed ključnih likov, ki je delal ta celoten finančni inženiring. Nekateri ljudje, kot recimo Miloš Ogrizek ali pa Edo Brajnik, pa tudi Vitko Hlaj, so se zelo uspešno učili finančnih zadev. Začeli so vsi pri Švercu, nadaljevali so v bistveno bolj kompleksnih finančnih vodah. Se pravi, neko znanje se je tam oblikovalo, ki jim je omogočilo, da so leta 1968 vzpostavili še en element, ki jim je manjkal,
to je usporedni bančni sistem za odtoki denarja v Švico in prvimi banksterskimi posli. In seveda korona vsega je bila pa leta 1989 ustanovitev banke v Švici, ki je pa ta njihov krvotok denarja popolnoma zaprla tudi na najbolj ranljivi točki. Se pravi, imeti banko v Švici pomeni, da si popolnoma zmagal, kjer potem pa ti praktično nihče nič ne more in nihče ne more razkriti tvojih denarnih tokov in to tudi ni bilo možno 30-35 let. Kot si že uvodoma povedal, tu je šlo za eno v bistvu skizofrenijo, ker to so bili ljudje, ki v uradnem delu so se borili proti kapitalu, potem pa v ozadju so ta kapital ustvarjali. Kako je to? Ja, to so te presenetljive dvojnosti in norosti. Jaz sem v prilogi te knjige dodal tudi en dokument, ki je konferenca ekonomskega oddelka UDBE za Slovenijo, ki je potekala na Bledu. In to je prav neverjetno. Ne? Mi razumemo, da oni čez dan preganjajo podjetnike, streljajo, zapirajo vse, kar smrdi po kapitalizmu. Zvečer se pa pretvorijo v neko skupino ljudi, ki debatira na način, kot da bi gledal zapiske velikih multinacionalnih korporacij. Njih zanimajo finančne špekulacije, njih zanima, kako se izogniti previsokim davčnim bremenom, njih zanima, kako špekulirati na deviznih tečajih. Prav, naracija ljudi je popolnoma kapitalistična in to istih ljudi, ki čez dan preganjajo vse, kar ima v zvezi s kapitalizmom. In tu je vzpostavitev usporednega mehanizma, ker ta oblast in njena obveščevalna služba oziroma tajna policija uporabljata prav vse tiste mehanizme, ki so neregularni v sistemu, ki so ga oni zasnovali. In to so ta iste osebnosti, ki jih srečuješ tudi ti, Igor, v svojem delu. Ti si se veliko ukvarjal s Trstom, s tem, kar se je dogajalo v Italiji, pa tudi z UDBO na slovenskih in ne samo na slovenskih tleh. Kdaj sta se vajini poti srečali in z tvojega vidika raziskovanja področji, ki tebe specifično zanimajo, kako nastopajo vse te omenjene osebnosti, o katerih smo sedaj govorili? Hvala za besedo, lepo pozdravljeni. Tudi jaz zelo vesel, da sem zopet tukaj v teh mučnih letih, že skoraj te bolezni. Kakorkoli, seveda, jaz mislim rado za srečo pred 6-7 leti v arhivu in so takoj naredili neko skupno zanimanje, ker on je pravzaprav pokrival neko področje, ki ga jaz samo bežno obdelujem, se pravi bolj ekonomsko. Jaz sem šel bolj gledati te politične aspekte delovanja tajne politične policije, kar je bistvo. Ampak seveda tudi tajna politična policija, predvsem naša tajna politična policija, jugoslovanska, slovenska, vse praktično republiške tajne policije, UDBE, kot se po narodelu reče, so se ukvarjale, takoj po vojni začeli ukvarjati z državnim švercem. Zakaj? Rado že povedal razlog. Uničili so podjetništvo, likvidirali so ali zaprli, ali preganjali, šikanirali, odstavili celotno podjetniško strukturo kapitalsko slovensko, od velikih do majhnih in niso imeli seveda in so prišli z ljudmi, ki niso vladali tega posla in podjetja so postala neučinkovita, so propadala in oni so potrebovali neke devize za svoje delovanje in so potem šli v državni kriminal, se pravi državni šverc. Tako da je to, po mojem, ena specifika tudi druge tajne organizacije se s tem ukvarjajo. Ampak meni se zdi, da na tako visokem nivoju, oziroma na tako obsežno, kot so se pa naši ukvarjali, če to rado seveda odlično opisuje. Skupaj z italijansko mafijo so preplavili Italijo s cigaretami. Praktično celotno Italijo so preplavili s cigaretami. Posod vidite ta kontakt mafija pa UDBA. Ali greš za igralniško službo mafija, UDBA, posojilno službo v igralnicah, recimo Goriški in Portoroški,
ali gre za šverc cigaret, mafija Udba, ali gre za pranje denarja Newyorške banke, mafija Udba, ne, v bistvu. Hočem to reči, da se najni področje na nek način stikata in da so bila neko naravno vezo in jaz sem strašno vesel, da je on potem te stvari šel zelo v globino, ne, ampak on se ne ustavil, jaz ustavil na letu 90, ko je praktično konec klasične tajne politične policije Udbe, ne, ampak on je šel pa praktično, čeprav govori večino o pretekli zgodovini, pa mislim, da končaš knjigo na letu 2019. Ne. Tako da je to bila neka naravna povezava in sva se en drugega, rekel, dosti dobro dopolnjevala. No. Te osebe, ki nastopajo, seveda, ker so udbaši, ne, ki se ukvarjajo tako z Udbo, politično policijo, recimo Brajnik, zelo visok udbaš, Ugrizek, šef slovenske tajne politične policije nekaj let, ki počenja kaj kot šef tajne politične policije? Šverca zlato, ampak za svoj račun. Tega njegovi predpostavljeni politiki ne vedo. On šverca zlato, on služi na švercu zlata samo za svoj račun. Se pravi, imate te kriminal znotraj kriminala, da tako rečem. Ne? In to so te stične točke ljudje, ki so hkrati udbovci kot politični policaji, so hkrati tudi en del seveda, ne vsi. Ne? En del, pomemben del so pa tudi, rekel, ekonomski državni švercarski kriminalci. Zdaj, doslej smo govorili o slovenski Udbi. Kaj pa te službe v drugih jugoslovanskih republikah, kako so delovale, če je bil podoben model tudi drugod, kako so interagirale s slovensko Udbo, mogoče so bile tudi v konkurenci? Ja, jaz tudi objavljam en dokument in sicer iz leta 1951, ko je bil načelnik ilegalne trgovine na zvezni ravni Vitko Klajšen, narodni heroj, ki je rad pobijal in švercal. In to je v tem letu, na tem sestanku, se republiške Udbe na ekonomskem delu razidejo. Dogovorijo se za svoje interesna področja. Ta dogovor ni bil spoštovan. Na koncu vemo, da so skoraj pač streljali na drugega hrvaška pa slovenska Udba, ko je prišlo do švercačikov v Italijo. Ampak hkrati se dogovorijo, da bojo v Švici odprli vsak svoj račun in da bojo plačevali provizijo za zvezno Udbo. In to je njihov dogovor, ki deluje. Iz tega potem sledi nadaljen razvoj udbovske ekonomije po vseh republikah posebej. Zdaj, mi vemo, da je na Hrvaškem v jedru njihovega vzporednega mehanizma INA, to sva z Igorjem v Hrvaškem arhivu zelo dobro preučila. Za srbskega vemo, da je Genex. Vemo pa še nekaj bolj zanimivega, da je v strukturi oddelkov in predmetov obdelave v Sloveniji Udba daleč najbolj bila propulzivna na ekonomskem področju. Daleč največ predmetov obravnave imela na področju ekonomije in daleč največ ljudi je delala na temu področju. Kar pomeni, da so vzpostavili zelo tehničen in strukturiran sistem, ki je bil dejansko tako dobro pokrit, da se ga ni moglo videti njegove pojavnosti. Lahko se je samo čutilo zadeve, ki jih izvaja. Naprimer, zdaj dostkrat, če komu osebno knjigo predam, če ima to željo, mi dostkrat kdo reče, ti, a veš, jaz sem pa delal in prav v temu, o čemer ti pišeš. Ampak jaz absolutno nisem razumel, da sem del tega sistema, čeprav takrat nisem mogel razumeti, zakaj to delamo, ker to ni imelo smisla, ampak smo lahko kar počeli. Je pa še nekaj velja, ekonomska dejavnost tajne komunistične policije seveda ni bila omejena samo na Jugoslavijo in znotraj nje prvenstveno na Slovenijo. Primer je vzhodna Nemčija, kjer je Stasi prav tako malo pred padcem Berlinskega zidu začel izvažati kapital v Lichtenstein in Švico
Pri čemer je razlika, da je nemški Bundestag z 2 preiskovalnima komisijama popolnoma razkril poti denarja in delovanja vzporednega mehanizma pri njih in uspel od švicarskih bank ta denar dejansko dobiti nazaj, pri tem, ko se pri nas ridikulizira obstoj vzporednega mehanizma. No, vsaj se je. Ne? Stvar je taka, da če v 90-ih bi bila ta dokumentacija dostopna, trdim, da bi bila danes Slovenija drugačna, ker v privatizaciji ne bi postali najmočnejši igralci omrežja iz vzporednega mehanizma, torej omrežja, ki so bila presečna množica stare partije, rdečih direktorjev in pa visoko rangiranih uslužbencev službe državne varnosti. Preden se približamo osamosvojitvi Slovenije oziroma slovenski pomladi, še eno vprašanje, ki me osebno zanima, ker veliko govorita oba o Trstu, o Italiji, ampak Slovenska narodna skupnost živi tudi na Koroškem, ti si segel tudi na Koroško z nekaterimi nasilnimi dejanji, ki so se tam zgodile. Ali je bila Avstrija z tega vidika tudi zanimiva, ali je bilo težišče v glavnem na Italiji? V Avstriji se je enaka zgodba dogajala, s tem, da se vzporedni mehanizem tam ni razvil do te mere. Tam, če je bila na Tržaškem in Goriškem v spredju najprej Safti, potem pa Kmečka banka in kasneje KB 1909, je bila na avstrijskem Koroškem v spredju Zveza zadružnih bank Celovec, kjer je bil pa mehanizem tak, da je SZDL polagala sredstva preko fiktivnih depozitarjev pod depozit. Se pravi, partijski denar, pa denar iz vzporednega mehanizma, so v gotovini izročili neki osebi, je potem to položila na račun kot depozit pri tej banki. Potem pa so vse te depozite spremenili v kapital banke in postali slamnati lastniki Zveze združenj bank Celovec. Na to je bila seveda vezana tudi zgodba Jugotrada na Dunaju, ki pa je preko Petrola potem ustanovil na Cipru Cipet Oils Limited, ki pa je prva razkrita stična točka z hobotnico imenovana INA, in sicer preko INInih offshore podjetij iz Karibskih otokov. Pišem pa tudi v knjigi še bolj zgodnih zadevah, in sicer o trgovinskem podjetju Slovenija, ki jo je odprla slovenska udba takoj po vojni na Dunaju in jo je koristila tako za točko, iz katere so delali špionažo, kot za ilegalno trgovino. Slovenska udba pa je na Koroškem tudi en atentat naredila, torej je bila prisotna, ne samo tu na našem širšem območju. Seveda, absolutno. Udba je bila prisotna v zamejstvu, tako v italijanskem kot tukaj čez mejo, kot v avstrijskem, dvojezični Koroški, tudi na mađarskem, naše manjšine. Čeprav tam ker je bila ni toliko razvita zamejstvo, kot je recimo italijansko pa avstrijsko. Tam je udba, bom rekel, kar je najbolj značilno za delovanje udbe v Avstriji, je to, da je, kar se tiče pa, recimo, sam že to pomeni Dunaj, tam je imela udba neko zgradbo, ki je danes noter avstrijska nogometna zveza. In nek polkovnik Winkler je to je bil največji udor, bo rekel, v udbovski ekonomiji v tujini, je prodal to hišo, ker je bil pač pooblaščenec in zbežal, on in njegov sin so zbežali v Kanado. To je še zgodba, mislim, ki se bo še se še vem, da je v delavi,
in se bo še o tem verjetno. Je bilo že nekaj v Mladiki napisan, mislim, da se da tem še kaj napisati, to je zelo zanimiva zgodba, ne? Ta vdor v to udovsko ekonomijo. Ampak, kar se tiče pa političnega delovanja, je pa seveda najbolj, to, kar je najbolj zaznamovalo na dvojezičnem Koroškem, gotovo so bili te atentati, ki so se dogajali leta 72 do leta 79 s tistim vele znanim in razpitim atentatom v Velikovcu, v katerem sem jaz napisal knjigo. In tukaj pa UDBA dejansko delovala kot državno švercerska, ampak državno teroristična organizacija, ker je tudi ona bila v tujini, ne, z atentati, z umori, likvidacija je udbovski izraz, ampak je nagnusen izraz, ker je to knjigovodski izraz, ki ga je UDBA uporabljala za umore, ne. Se pravi, se je šlo v tujini za bombne atentate, umore in ugrabitve. Recimo UDBA je tudi v Salzburgu ugrabila enega hrvaškega študenta, tudi v tem sem napisal knjigo. Skratka, te atentati na dvojezičnem Koroškem so zelo škodovali naši manjšini. In recimo ravno ta atentat v Velikovcu leta 1979, ko so ujeli atentatorja udbovca Vidmarja in njegovo pomočnico, ki je bila pa sodelavka UDBE, Marina Blaj, in to strašno škodovalo, ker je to tik pred volitvami. In je takrat Kel, Koroška enotna lista, izgubila polovico tistih glasov, ki jih imela s prejšnjih volitev. To je bila katastrofa, ne, takrat za politično in moralno za našo skupnost in seveda hud udarc tudi za jugoslovansko oziroma slovensko UDBO, ki je ta atentat pripravljal. Tako da imamo na dvojezičnem Koroškem veliko teh stvari, imamo seveda tudi jasno veliko tega tudi v italijanskem zamejstvu, tako da tega se pač veliko dogajalo. Zamejstvo je izredno pomembno za našo tajno politično policijo, ker je bil nek prostor s slovenstvom, ki ni bilo popolnoma pod kontrolo. En del je že bil, ne. Imeli ste pa recimo, imeli ste Temohorjev družbo na Koroškem, ki ni bila podrejena matici, in imeli ste društvo slovenskih izobražencev in seveda srečanja v Drakih kot UDBA in Karli, potem sem tudi napisal knjigo. Še eno krajše poglavje, ki pa je zelo zanimivo, kot vse, kar najdemo v tej knjigi, sodelovanje oziroma naveza z Mossadom. To zgodbo, če nam jo lahko razkrijeta, ker mislim, da sta skupaj o tem raziskovala, to je zelo zanimivo. Ja, drži. To zgodbo smo razkrila skupaj in je to šokantna zgodba. Zdaj bi pa jaz predlagal, da mogoče jo Igor uvede, jaz pozno pridem v tranzicijo v finančne posledice po bančni sistemu. Ja, jugoslovanska UDBA, pravzaprav zvezna UDBA, ker se je tikalo delovanje v tujini, to je vedno vodila zvezna UDBA. Čeprav so operativno delovale, ker so imeli svoje inštrumentarije, republiške UDBE, ampak nadzorovala in usmerila in kontrolirala vso zunanjo dejavnost UDBE je zvezna UDBA. Normalno, ker je bilo to nevarno za kompromitacijo države. Ker se je dogajalo v tujini, je bilo pod strogo kontrolo zvezne UDBE. No in, ampak Edo Brajnik, pomemben udbovec, je v tej knjigi moji velikani slovenske osamosvojitve, obdelava Žebota pod kodnim imenom Peter, jaz opisujem, kako je bil poskus umora Žebota. Ni uspel, ampak je bil umorjen takrat Erlich, ampak Vosovci, ki jih je vodil, takrat morilsko skupine v Ljubljani, je bilo več, je vodil Edo Brajnik. In umorili so Erlicha, Žebota so pa zgrešili takrat, ker slučajno ni bil zraven, so enega drugega pomotoma ubili. Kogarkoli, tukaj že nastopa kot vosovski morilec Brajnik, potem po vojni Brajnik postane visok funkcionar, celo načelnik, nekaj časa je bil zvezne UDBE v Beogradu, je bil to popolnoma Kardeljev človek. To je bil njegov, rekel, sluga, da tako rečem, ampak morilski sluga med vojno. Po vojni je pa pomemben udbovec in on je navezal stike, oziroma seveda z odobritvijo najvišjega jugoslovanskega vrha Tita Rankoviča Kardele, Džilasa takrat, je navezal stike z izraelskim obveščevalcem, pomembnim Izraelcem, ki je ogromno Židov spravil iz vzhodne Evrope
v Izrael in tudi orožja in tle je pomagala Jugoslavija. Tle je pomagala Jugoslavija do trenutka, ko je prišlo do spora zaradi Sueškega prekopa, je Jugoslavija prekinila stike z Izraelom, še vedno je ta tajna zveza med Mossadom in UDBO pravzaprav potekala. Jaz bom v tem tudi napisal knjigo. No? Ampak in to je bil Šejk Edan se imenoval, on je narodni heroj v Izraelu in on je po smrti Brajnika je pa prevzel ga na vezo zopet Slovenc, ki pa se v tem vedno tam na poročal v Beogradu, to je bil Marko Zore. No in to se potem vleče še preko tranzicije, se je Kučan leta 1995 odlikoval Šejk Edana z državnim odlikovanjem, mogoče lahko ti nastopaš. Še en kos vmes, po Brajniku je ta navezo s Šejk Edanom za kratek obdobje Vitko Plaj prevzel. Vitko Plaj je pa seveda zanimiv, ne samo zato, ker je bil desna roka Eda Brajnika, ampak je bil tudi vosovski likvidator in poznamo primer umora družine Vuk v Trstu. Hkrati je bil pa prvo ime zveznega jugoslovanskega švelca, čisto da boste vedeli, kako se vse to prepleta. No, in tisto, kar je zanimivo, ta povezava med Mossadom in se pravi predhodnikom Mossadom Hagana in službo državne varnosti, ki se je začela, kot je Igor povedal, s pomočjo transporta evropskih judov v britanski mandat Palestino, potem pa tudi s transportom orožja, s katerim so Judje izborili izraelsko državo, se je začel nadgrajevati. Najprej leta 1948, ko Jugoslavija zaradi spora z sovjetskim blokom, se pravi preostalimi komunističnimi državami Evrope, ostane brez trga na vzhodu, nima pa še vzpostavljenih trgovskih poti na zahod, so ravno Izraelci tisti, pri katerih se izvrši izvoz v Jugoslavijo, iz Jugoslavije ali pa uvoz v Jugoslavijo. In takrat se začne tudi poslovno sodelovanje. Do konca 80-ih let imate celo kupico izraelskih podjetij, ki po teh tajnih povezavah sodelujejo z slovenskimi podjetji. Zakaj tajnih povezavah? Zato, ker po letu 1967 sta Jugoslavija in Izraela prekinila vse diplomatske stike. Prav, trgovine uradne praktično ni bilo. Dokler se zadeve ne začnejo s tranzicijo spreminjati, v drugi polovici 90-ih let je Simon Peres praznoval 80-letnico. Na to 80-letnico je povabil dva Slovenca. En je bil Milan Kučan, drugi je bil Darko Horvat. Milan Kučan in Simon Peres sta seveda že tle bila prijatelja. Nju je prav povezoval Šejk Edan, torej ta operativc, ki je z Edom Brajnikom začel celotno zgodbo tajne diplomatije. Dokler ne pride na začetku 2000 do ene zelo zanimive kombinacije in sicer vsa ta izraelska podjetja, ki so prišla iz te tajne naveze, ki se je oblikovala med Mossadom in UDBO, se kar naenkrat združijo z holdingom aktiva Darka Horvata. No, takrat naprej začne bežati denar iz slovenskega bančnega sistema neverjetno. Samo od aktive zgine 300 milijonov po najrazličnejših obhodih slamnatih podjetjih, ki so v lastništvu izraelskih državljanov in ki imajo domicilje po različnih davčnih oazah. Ena taka filmska zgodba, ki ima res veliko neverjetnih in neobičajnih preobratov in ki teče praktično 80 let neprekinjeno. Sedaj v bistvu smo se približali današnjemu času, ampak preden pridemo do recimo včerajšnjega dne, bi jaz najprej vprašala, kaj se je zgodilo potem, ko se je zgodila slovenska pomlad.
ko se je bližala slovenska osamosvojitev in ko je Slovenija postala del družine zahodnih držav. Kako se je preoblikoval, če se je preoblikoval ta sistem in predvsem, kako je vplival ali usporedno živel s temi procesi slovenske osamosvojitve, če jih je na kakšen način pogojeval, pomagal ali kakorkoli pač. Ja, ravno to je bila ena zgodba, ki se je stalno valjala okoli, da če usporednega mehanizma ne bi bilo in vseh teh bančnih računov v tujini, potem bi se mi zelo težko osamosvojili. Jaz sem to tezo zelo resno vzel in sem jo šel intenzivno preiskovati. Na koncu sem gotovil, da ta usporedni mehanizem ni imel absolutno nobene povezave z osamosvojitvijo, enostavno je tekel po svoji logiki dalje za interese povsem drugih ljudi, ki so bile parcialni interesi in niso imeli veze z osamosvojitvijo. Je pa ta mehanizem bil vključen v vzvod, da so centri moči preživeli tranzicijo zelo uspešno in se praktično vrnili vanjo kot zmagovalci, ne da bi kdo sploh karkoli vedel. Osnovna zgodba je bila v temu, mi to tudi dosti podrobno opisujem v knjigi, mislim, da opisujem to podrobno, da se vam lahko odstrga tudi tega, ker je to detajliziran. Ampak osnovna zgodba je v temu, da v tej državi obstajalo eno fantomsko podjetje, imenovano Adit, ki ni bilo regulirano, ni bilo ustanovljeno nikoli, ni obstajalo. Enostavno ga ni bilo, kljub temu, da ni obstajalo, je obstajalo. Vem, da se to čudno sliši, ampak tako je bilo. SDK jim je posebej odprl račun, vedeli smo, da je v lasti to podjetje, ki ne obstaja v lasti SZDL-ja, kako to vemo. Objavil sem vam en dopis, ki ga piše Milan Kučan, ki prav opisuje to fantomsko podjetje, ki ne obstaja, pa obstaja. Hkrati je pa direktor tega podjetja bil po svoji funkciji v enemu izmed teles tedanje socialistične vlade, ki se ukvarjala z manjšinsko politiko, čeprav kot rečeno podjetje ni obstajalo. No, to neobstoječe podjetje je bilo ključno za izvoz kapitala, ki se je začel dogajati leta 1988-1989. Zgodilo se je tako, da je Ljubljanska banka, pa še GZS, pa še Banka Slovenije so nakazala sredstva na ta podjetja, ki jih je preusmerilo na Tržaško kreditno banko v Trstu. Od tam naprej je šel kapital v Luksemburg, kjer se je ustanovilo podjetje Proteus. Od tam naprej je šel kapital v Civih, kjer se je ustanovila banka Proteus Finance. To se je začelo od leta 90 do 92 maskirati. Iz Proteusa nastane Vega Finance, iz Proteus Finance nastane NLB Finance, iz Saftija nastane KB199. Ta denar, se pravi, sledi se začnejo zakrivati, kapital se pa pojavi pod novimi firmami in novimi imeni in začne hoditi v Slovenijo. In pride najprej na medijski trg, kjer prevzamejo Mladino, kako točno jo prevzamejo, katere korake naredijo, to sem tudi vse uspel zanalizirati in ugotoviti, ampak na koncu vzamejo Mladino pod svoj krov in pod denarne tokove, ki prihajajo iz usporednega mehanizma in natančneje iz tiste udbovske jazbine v Švici. Potem za naslednji fazi zbirajo kapital, ustanovijo dnevnik. Ta dnevnik se imenuje Republika. Veste, da je izhajal v 90-ih, da je bil zelo močen v propagandi lika in dela tedanjega predsednika države Milana Kučana. Po drugi strani se vrnajo v medicinski sektor, tam so precej lepi donosi, začnejo državi prodajati medicinsko tehniko in različne ostale zadeve, to je primarno spet KB19 in Malt Medical. In v tretji fazi se vrnajo v bančni sektor z banko Noricum, ki jo pol prodajo banki Celje, ki je v lasti Nove Ljubljanske banke, istočasno po drugi poti postanejo majhni solastnik LHB Frankfurt, potem pridejo na Hrvaško in se tam v Kvarner banki usedajo. Hkrati pa KB199
v procesu, ki traja 10 let, nastane kot nekdo, ki prevzame vsa Saftijeva podjetja, kar pomeni, da za naivneže Saftije več ne obstaja pa kar neki nepovezana, samostojna kapitalska močna KB19-9, kar je laž. Gre samo za mimikrijo pretvarjanja kapitala. In KB19-9 se razvija po slovenski ekonomiji, ne samo na Mladino, pa Malt Medical, tudi na Deželno banko Slovenije, na Istra, Benz, Aktual, IT, na MIP, na klirinško depotno družbo, se pravi, ta kapital se množično vrne. In druga stvar, politične sile, to pokažem z dokumentom Operacija Merkur, zadržijo slovenski bančni sektor v svojih rokah, primarno gre za NLB, in ta NLB začne zalivati omrežja z denarjem, omrežja pa postanejo vse močnejša in vplivajo na delovanje slovenskih institucij do te mere, da dobimo sliko slovenske ekonomije ekstremno na koncu ovrednoteno s 5 milijardno škodo v bančnem sektorju. Zdaj, to je tako večplastno vprašanje, ki si ga postavlja okoli tranzicije in nadaljevanja te tranzicije. Zdaj, verjetno je bilo lahko govoril, verjetno veliko, ampak en glavnih težav, da bi se recimo bolj prekinilo s prejšnjim režimom, je gotovo bilo to, da se Slovenija ni samo demokratizirala, ampak se je tudi morala osamosvajati. In takrat mi smo Demos o tem veliko razpravljali. Mi nismo smeli delati državljanskega razkola med nami takrat. In zato je bilo veliko vprašanje, ali je to politično ilustracijo ali ne. Recimo, najbolj bi proti temu zanimivo človek, ki mu ne moramo očitati, da je bil proti demokratizaciji, da smo osamosvojitvi, dr. France Bučar. Ker strah je bil, da bomo s tem zanetili en strašen spopad znotraj narodnega telesa. In ker smo se borili še, in je bila tudi vojna iz tega nastala za svojo državo. In takrat smo seveda mnogo stvari Demos izpustil, ki bi jih moral urediti, da bi bolj normalno prišli v neko normalno demokratično zahodne Evrope, tipa recimo zahodne Evrope. To je bil en velik problem. Drugi problem je seveda ta gospodarski problem. Poglejte, odlična, en najbolj pomembnih zadev v njegovi knjigi za moj okus je to, da je Rado zračunal, ker vedno nam manjkajo konkretne številke, ker nimamo podatkov, ker ne moramo priti do podatkov, ker ogromno podatkov v tujini, ker do njih ne moramo priti. Raziskovalci še kriminalistična policija ne verjamem, da lahko prije, pa sploh ne za 10 leti nazaj. Recimo, en primer, ko poslovna služba, smo prej nekaj govorili, Portoroške igralnice v 10 letih v današnjem denarju, če preračunamo, v 10 letih izvlekla 250 milijonov evrov, ki so se nalagali predvsem v švicarskem Luganu. To vemo, ker sem videl to dokumentacijo dobila od pokojnega kriminalista, ne vem, pred 5 leti verjetno, nekaj tazga. Šele takrat smo videli to, kdo je to počenjal, kako se je to počenjalo in radio potem bil sposoben to izračunati, neko ekstrapolacijo ali pa preko ovrednote takratne denarnega pretvoriti v današnji denar. In pogledajte, to je delala Udba od leta vrh slovenske Udbe, ne Udba kot taka. Veste, v Udbi je bilo stotine zalezovalcev, tipkar, ljudje, ki so poslušali. To so nepomembni ljudje, bi rekel, z vidika tranzicije. Oni so odšli v pokoj. Ampak ta vrh Udbe, ki je imel informacije, ki je imel moč, ki je obvladoval račune v tujini, oni so od leta 88 do 91 so manipulirali s temi računi, na katerih bilo samo iz novogodiške iz portoroške igralnice. Če bi dodali še Goriško, bi dobili še parkrat večjo vsoto. Z nekem ogromno količino denarja imamo zapisnike o tem, kdo je hodil, kam je hodil in kako so te stvari potekale. Ne zelo natančno, ampak tako, da lahko vemo, kdo je to bil. In nihče od teh ljudi ni bil niti zaslišan na samostojni Sloveniji. Čeprav šlo za stotine milijonov evrov. Danes je to vse zastaralo. In tisti, ki je glavni bil v tem, Ivan Eržen, je danes velik podjetnik z energetiko v Švici. In zdaj pogledajte, en evro, ena lira, en šiling,
marka, takrat se ni vrnil, ali dolar se ni vrnil v slovenski proračun, ki je bil takrat prazen praktično, se smo zgubili, veste, koliko trgov in tako naprej. Namesto ta milijarda evrov, ta pa še kakšna druga, za katero ne vemo točno, kolika je, ne, pa jih je še nekaj obstajali, bi se morala vrniti takrat, če bi bilo ti ljudje, ki je imeli do te države, so šli pa zapirati račune, seveda in ta denar prenašati nekam, ker se potem oni osebno kontrolirajo, ne več kot neka asociacija, tajna politična policija, ampak kot posamezniki. Niti ena denarna nota se ni vrnila v slovenski proračun, ker bi se po neki logiki morala vrniti, mislim, po neki pošteni, moralni logiki vrniti, ker smo to krvavo potrebovali. Se pravi, imate ta gospodarski del, ki se prenaša in to on v tem, kaj se potem dogaja, s tem odlično opisuje. Čeprav določene stvari ne bomo nikoli izvedeli. Imamo samo nekaj, bi rekel, pojavne oblike, kaj se točno, koliko in tega je bilo. Potem pogledajte, kaj je problem za me, ogromno problem. Jaz sem prej govoril o Karli. Ko je bilo 50 let Karle, je bila takale vrstica v delu na televiziji bežno poročilo, ampak Karla je ena temeljev slovenske državnosti. In če tega ne bomo ljudem povedali, ljudje tega ne bodo vedeli. Ni mu mogoče. Pogledajte, Ciril Žebot, Erlich, umorjeni Erlich, oče slovenske ideje samostojne zedinjeni Sloveniji, ne? Pa danes, če berete o njemu, večina teh pisem in tako naprej, razlagalcev, sobotne kroge dela, da smatrajo njegov umor upravičen. Se ne govori o umoru, je bil streljen, je bil likvidiran in tako naprej. Žebot, veliko, ne operativno smislu, človek, ki je gradil idejo osamosvojitve. Veste, ta ideja ni prišla kar leta 90, pa smo se. To je raslo, to je prodiralo iz emigracije v Sloveniji. V Sloveniji te nisi smel govoriti, so te zaprli. Jeza iz zamejstva, ne. Rekel fanatičen, pravzaprav skoraj. Takrat so ga smeli za fanatika, ne, ker je leta 70, 60, 70, 80 smrti pač razmislil. Celo znotraj zamejstva se je zdelo to pretirano, ne, določenim in tako naprej. Skratka, te stvari bilo treba gojiti, tudi simbolna malo, vi država ne morete graditi, če nimate nekih simbolov, če nima država nekih korenin. In to so te korenine. Ampak se tako obrekel, jaz ne vem, zakaj se ne v 30-letnici, da se te stvari še vedno, nekako se zdi tako, da je to, tudi nekateri osamosvojitelji se počutijo, da je to nekaj groznega, da so sploh to počenjali. Ne zato, da delajo z tega mit, ampak da bi državi dejali neke korenine, s katerih država brez korenin ne more obstajati, velikih simbolov državnih. Zdaj smo nam ponovili eno mantro, ki ponavadi stojijo na naših goriških večerah pod lipami, ki so nekoliko drugačni preobleki, se dogajajo v Gorici zadnje 2 leti, zato smo danes tudi v Učnem pasu. In sicer, ni vse tako črnogledo, ker če že govorimo o prvih letih osamosvojitve, da nobeden od teh akterjev ni bil zaslišan, potem se je 20-25 let kasneje ste se zgodili 2 preiskovalni komisiji, nekateri akterji so bili zaslišani, je prišlo to na dan. Sicer se ni nadaljevalo tako, kot bi se moralo, če bi sistem deloval, ampak ne vem, Rado, ti si bil del teh 2 preiskovalnih komisij, povej nam, kaj je ostalo iz teh preiskav, oziroma če se je nadaljevalo, oziroma če se bo v kakšnem obliku. Kar se tiče bančnega kriminala, smo se približali že na jasnem, da pravih obsodb v našemu sodnemu sistemu ne bo. Ne samo po zaslugi sodišča, ampak tudi po zaslugi popolne, absolutne, absurdne nekompetentnosti policije in državnega tožilstva, ki jih naseljujejo ne normalni ljudje, ampak retardirani ljudje v najboljšem primeru, verjetno pa tudi ljudje, ki so enostavno korumpirani ali pa psihopatski zeloti. Žal ne morem reči se izražati, ampak ko pomislim, da smo mogli pokriti 5 milijardno bankstersko luknjo, ki je dejansko čista in popolna blatantna kraja,
da pa zato ni nobenega, ki bi to odgovarjal. Enostavno ne morem drugih besed uporabljati za policiste, tožilce in sodnike. Jaz mislim, da so to sramota, absolutno in popolna sramota narodu in da se, ne vem, po kjeri logiki se oni lahko v špegu pogledajo, ker 5 milijard evrov, ki smo jih izgubili, zaradi katerih ni obsodb, je silna količina bolnišnic, vrtcev, šol, infrastruktur, štipendij, izkoreninjenih revščin. Te srajci pa niso nič naredili. Ne, enostavno zgnijajo v svojem idiotskem sranju, ki ni tožilsko delo, ni policijsko delo, ni sodno delo, oni so debili. Jaz se upravičujem, sem te stvari me razbojil. To je 5 milijard. 5 milijard veš revščine, veliko v tej državi, zdravstvenega sistema, veš, ampak nihče ni bil kriv, ko jih je. No, potem je tukaj primer Farok. Potem je tukaj primer Farok, milijonska milijarda, ki je še bolj absurdna, ker imamo tožilce in NPU-jevce, ki verjamejo v obstoj Supermana in Ane Karenine, verjamejo v to, da ni absolutno nič narobe, če posluješ z iransko banko, ki je na listi sankcij, kjer podpira terorizem in iranski jedrski program. Tožilci in policisti verjamejo, da ni nič narobe, če je Nova Ljubljanska banka pošiljala denar podjetjem, ki se ukvarjajo z proizvodno prekurzorjev za vojne strupe in tako dalje in tako naprej. To enostavno je bolestno. Bolestno je, ni pač, če je temu tako, potem pa začnimo po Teheranu od država jumbo plakate postavljati, pa pišmo gor, pridite v Slovenijo, obrali bomo vaš denar. Če je to zdaj ideja, ki jo sporočata policija in tožilstvo. Meni se to zdi nedostojno in te ljudje nimajo kaj početi v policiji in tožilstvu, ravno tako nimajo kaj početi v medijskem prostoru idioti tipa uredniki 24 ur, ki so se pripravljeni kregati, da Superman, ki prejema transakcije, dejansko obstaja. Jaz ne vem, koliko absolutno retardirane so te debate. In če jaz ne pristanem na to, da Superman ne obstaja, potem sem jaz nek del politične zarote, ki jo zganja vlada proti tožilstvu in NPU-ju. To so argumenti, ki niso niti več za norišnico. To je absurdno. Potem smo imeli, to je tudi norost, imeli smo Jelkino komisijo, kjer se je dokazalo, kako se je KB19-9 kot pogank udbovsko-partijskega podjetja Safti za 300 milijonov škodoval slovenski zdravstveni sistem. Veste, kako se je končal? Ravno, kar je Jelka Godec bila oproščena vseh obtožb, pa tožb, ki jih je mogla dobiti na sodišču za strani Harija Furlana. Medtem, ko na drugo stran nismo nič naredili. Ne? Policija spet ne nič. Ma jebeš tako policijo, ko se počuti varen v tej državi, če imaš tako policijo? Ali pa če imaš tako tožilstvo? Za koga so oni? Za nas niso. A so za nas? Niso. Čemu je bolj fora? Zakaj ne moramo reči jasno in glasno, tisto vidimo? Vi ste korumpirane budale. Ok, preveč sem se razbudil. Sedaj na koncu, že ker naš čas se izteka, bi lahko pustili tudi kaj publiki prostora, da bi eno politično vprašanje, ker pač knjiga sloni na dokumentih, glede sedanjosti pa je danes težko karkoli dokumentirati. Zato vaš vtis kot poznavalca tega sistema. Histerija, ki je spremljala zdaj dve leti Janševo vlado, iz nečesa izhaja. Mene učijo, da ko nekdo je grob ali histeričen, je zato, ker se počuti ogrožen.
Vprašanje, kakšno je zdravstveno stanje tega sistema, ki sta ga ravnokar opisala? No, jaz še vedno mislim, da je Slovenija ena lepa država, no, lepa domovina. Gotovo je mnogo stvari, ki nam meni ali pa komu drugemu, kaj drugega ne odgovarja, ne, to je pač oseben pristop. Jaz predvsem se skušam preko teh svojih knjig, ne, na nek način pokazati se približati neki resnici preko dokumentov, priti čim bližje k temu, kar se dogaja, in skušam potem razumeti iz tega, kaj se je potem dogajalo. Ne. Jaz recimo, že prej, ko sem govoril o tem, je strašno težko sprejemati nekatere stvari, predvsem v smislu te, ker za nas, za našo generacijo je bila osamosvojitev neka stvar, na kateri nikoli ne bomo odstopili od tega, da je bilo to neko dejanje, ki je bilo za nas vrhunec našega življenja, tako rečem. In potem, ko pa jaz preberem zato recimo, pogledajte, STA se je napadala z tega finančnega vidika. Jaz mislim, da je bilo treba kritizirati stvari vsebinskega vidika. Pogledajte, jaz sem napisal knjigo Janezu Stanovniku, ne, in razkril, kaj je resnica o tem očetu naroda. Ne. Ampak, ko je on umrl, je STA objavila vest, da je umrl predsednik osamosvojitvenega predsedstva. Ne. In potem so vsi časopisi in vse radijske postaje, televizije, ne vem, po internetu se je to ponavljalo. Predsednik osamosvojitvenega predsedstva. Njegovo predsedstvo je do zadnjega podpiralo federalno Titovo Jugoslavijo. Do zadnjega dne. In potem se človek vprašal, kako lahko država, ki je toliko dala, tudi ljudje so umirali za to osamosvojitev, ne, da lahko prije do take dezinformacije. Rekel, agencija, ki je zadolžena da informira vse ostale medije v nekaterih točkah. Ne. In to recimo, to mene na teh simbolnih ravneh, seveda, ker se dogaja pa druge stvari, smo pa že nekaj o tem govorili. Jaz bom kratek, ker ima tudi zelo jasno stališče glede tega. Politična sila, ki ni sposobna obsoditi in zavrži z gnusom vzporednega mehanizma omrežij in banksterstev, zagotovo ne more biti politična sila, ki bo peljala Slovenijo v svetlo prihodnost, kvečemu lahko pelje Slovenijo v greznico in napolni žepe svojih prisklednikov in interesnih skupin. Mislim, da je jasno, če pač Milan Kučan živi v ideji, da je vzporedni mehanizem nekaj, kar je blagodejno za Slovenijo, kar ni za stvar za obsoje. Mi pa vemo, da je takrat, ko smo najbolj potrebovali denar v začetku 90-ih, zato da bi se osamosvojili, da bi premagali socialne napetosti, ki so prišle zaradi velike brezposelnosti in razpada gospodarskega sistema, da so raje štrpali naš družbeni denar v svoje privatne žepe, pa jebi ga nimamo več kaj se pogovarjati. Ne? Potem pač ti nisi politična sila, ki je primerna voditi ta narod ali pa ga nagovarjati. Meni ni dovolj odgovor vajen. Povem bolj direktno. Ta nov obraz, ki sedaj nastaja in ga furajo, ima že 50, 60, 70%, koliko ima že, torej bo ponovno zgodba o uspehu, vi to napovedujete, ta nov obraz, ki pač izhaja iz tega našega goriškega prostora. Jaz mislim, da bo to labod izpel leve politične pozicije in da po vključitvi Goloba v koalicijo z KUL-om bo pač prišlo do pogroma na levici. Tam jim bo postalo jasno, da tako več ne gre nikamor dalje. Jaz tega političnega poskusa ne obsojam, ne diskvalificiram, ampak absolutno mi je pa jasen, da je Golob problem levice
in da ta polovica pač ne more več funkcionirati na način, kot funkcionira, in fajn bi bilo, da premislijo, kaj oni sploh počnejo in kam mislijo iti. Dobro, kot se pove v teh igrah, z naše strani je to dovolj. Sedaj, če je strani publike še kakšno vprašanje, bom jaz prišla med vas in bom jaz upravljala z mikrofonom, ker je splošno znano, da znam prekiniti, če je treba. In če ne, lahko predam besedo tistim, ki imajo zasluge, da za ta večer, sicer Vanda. Dobro večer. Jaz sem Igor Orel, Tržačan po poreklu, živim v Gorici in prebral že malo več kot polovico knjige in sem se tam v tistih zadevah okrog Saftija videl direktno, ker ko sem začel delati v Trstu, sem prva moja služba bila pre Adrian Impek, ki jo vi dobro poznate, ki ste jo omenil. Med drugim je bila zaposlena tudi pokojna žena od Borisa Pahorja in so jo takoj odpustili, ko je Pahor obsodil povojne pokole. In po enem letu, ko sem videl, da ne gre nikamor, ker sem videl, kako se tam dela, sem prišel eno nadstropje više, in to sicer v ulici Džepa 9 v Trstu, kjer so jo imenovali, če razumete Tržač, Pola de la Manjadora, to je tam, kjer se je, ne? Da se žre bi bilo. Ja, ali pa se žre. Faktično, kada sem hodil, jaz sem igral odbojko preboru, sem vsi spraševal, Jana, delaš tam Pola de la Manjadora? In sem šel na Prosvetno zvezo, ki je bila, ki je še zmeraj v sklopu SKGZ-ja. Sem bil tak, sem me dali za tajnika celo. Jaz sem bil kader Saftija takrat. In en primer, kako se je takrat delalo, oziroma kako se je potem še delalo. Bor, ekipa, odbojkarska ekipa iz Trsta, smo igrali po celi Italiji, smo igrali v drugi ligi in je bilo treba nekaj denarja, zato da smo šli na potovanje. V določenem momentu predsednik Bora mi je rekel, denarja ni več. In takrat na SKGZ je bil tajnik Cupin, Dario, kako smo ga vsi kličemo Cupo. In samo povedal, on je bil tudi v začetku igral Bora, zelo je razumel te stvari. Kar naenkrat je prišel, smo imeli vrata, kar en se zraven drugega, prišel, je prinesel eno kuverto, 500 tavljensljer, in je dal, je rekel, je rekel, imam nekaj, en sklad, ki lahko ti dam, samo ne povedati nobemu, posebno ne športnemu društvu Kras iz Gonilka, ki so bili konkurenti nekako. In mi je dal ti denar, naslednjič, ko smo šli na potovanje spet, denarja ni bilo in sem spet Cupo, denarja ni. 500,000 lir v kuverti, je rekel, in tako je bilo umalen. Da ne govorim potem, sem šel 5 let v Slovenske Konjice, sem delal tunele, tam smo gradili za eno firmo iz Rima. Ko sem se vrnil, so me seveda takoj zagrabili. Ja, ti moraš tako, in so me poslali v Čedat, v Benedilu, sem bil knjigovodja, Benedil tudi grupacija. In vam povem, kot knjigovodja, sem hodil večkrat v Sežano, sem imel eno torbo in sem nosil polno denarja noter. In smo imeli v eni knjižnici kot blagajna. In zanimivo, da bilanco A in B skupaj mi je vedno, sem mogel vedno dobiti Silvana Mesesnela in on mi je vse to pregledal, sem mogel mu izročiti in potem seveda on je to nosil na SZDL ali ne kaj je nosil. V glavnem, tako je funkcioniralo in jaz na srečo sem se rešil vsega tega, zato ker ni bilo v mojih pojmih in potem, ko sem šel v Gorico, sem delal na gospodarskem združenju in ko sem bil samo svoj,
so me enostavno SKGZ-ovci črkali. Boris Peric, Olton, vsi ti tle so me rezali, so mi delali vse, samo da so mi nagajali, da nisem mogel delati kakorkoli. To. Hvala za... Čakaj bomo. Rado, ti si jih spoznal po dokumentih, on jih je spoznal osebno, vse te ljudi, ki jih omeni. Hvala za tole pričanje, ker takole pričanje res kompletira vrhunsko vso dokumentacijo. Mesesnel je vrhunski bil po temu, on je bil tudi znan po temu, da gotovino zna iz Švice pa Avstrije prepeljati. Meni je bil ti zanimiv del, kaj Tržaški kreditni banki kazali, da pač gre proti kamor je šla proti stečaju in so rabili dokapitalizacijo. Kako so se fino spomnili, kva narediti, ker v delu gre tako velika zgodba tudi, samo malo zatehnicirana. Safdie je imel Proteus, Proteus je pa na britanskih Deviških otokih ustanovil dveh čerinskih firmi, Nolfin pa Profinest. In Nolfin je imel račun na švicarski banki, LHB je dal kredit Nolfinu, Nolfin je nakazal na račun Profinesta po Novi Ljubljanski banki, denar, kjer sta dva upokojenca dvigala na to v gotovini, prenesla v Trst Cupinu, on je pa to lepo gotovino spravil, pa napisal, da sta ta dva upokojenca dokapitalizirala Tržaško kreditno banko. Neverjetno. In nekaj je ostalo za petpokavne firme. Ja, to je pa veliko malo. Samo eno vprašanje za gospoda, ne? Ja, Šrvers, ja. Kaj, je možno, da ena firma italijanska, ne, rečemo Lagoreciana Autotransporti, ne bom jasen, ne, sestrca od Sapti, ne, da je bila povezana z financo, ker je prije hodil vsake mesec financer in verjetno hodil nekaj kasirati, ali kaj se je bilo tudi povezano slučajno to s financo, z državnim, to je državna policija, davčna, finančna policija. Ja, kar se tega tiče, so primeri, razni primeri, smo tudi take primere, kot Benedilu, Čedadu, in potem tudi v Gorici, kjer so ti financerji izkoriščali, to so finančna policija, ki kontrolira vodstvo, davke in tako naprej. In seveda, zato da si imel mir, ker je bilo polno tega črnega denarja, da si imel mir, tudi bilo kaj, verjetno, da bo treba kaj podmazati, ker še ne podmazal. Ni bila samo praksa. Ne, to je bilo. Še kdo? Mene pa zanima, jaz sem spraševala z vašim pomenjem, poledni nekaj, nisem globoke države v knjižnicah in v knjigarnah. Zdaj, a vi niste še dali tja, Matena Vriška ni nobene? Takole je, v knjigarni sem prišel šele decembra, v knjižnice pa zdaj zgodaj. In to je samo stvar tega, da je bilo povpraševanje po knjigi tako veliko, da sem bil v stalnem ponatisu in moj primarni cilj je bil vsem, ki so knjigo naročili, jo tudi dobaviti, ne pa jih pustiti čakati za to, da je knjiga v knjižnici ali v knjigarni. Ampak zdaj je dobavljivo tudi tam. Vaše mišljenje, ne, mislite, zdaj je kakšna v Sloveniji, kakšna stranka, ki bi rada to reč malo vložila na mesto? Ja, vemo, kjere stranke to niso, ne, pa vemo posledično, kjere stranke so odgovorni težek. Pa imamo kakšno možnost, da uspemo ali ne? No, vemo možnost, da uspemo več, vemo, bolj nam je jasno, kaj počnemo in kako lahko uspemo.
Jaz bi se vam, gospod Bezdir, iskreno zahvalila za to knjigo. Tame je bil nov učbenik, čeprav sem zrasla že dolgo let na tem svetu, mi ta ekonomija udbovska do vsega osamosvojitev bila popolnoma neznana. Začela sem malo to spremljati, tam od 88 leta naprej, ampak nisem vedela, da to je raslo že leta 45. To se bere, ta knjiga se bere kot ena napeta kriminalka, ampak žal, če ne bi bilo to tragično, žalostno, ker liki so popolnoma resnični. Žal je med njimi tudi cel kup mojih sošolcev. Pa smo bili prva generacija, sicer še v samoupravnem socializmu, od premijera Janeza Drnovška do Marka Volča, do Tomaža Aljoše in tako naprej. In cel kup firm, s katerimi sem jaz tudi poslovala. Tako je bil recimo Primorje Export, ki je slovel na tem območju. Jaz, ki sem imela v službi priliko spremljati njegov plačilni promet, sem vedela, da je to hišica iz Kock, ki se bo ravno kar posula. Poleg tega je bila firma odlagališče odsluženih politikov. Potem so tudi moji sošolci z fakultete, nadobudni socialistični ekonomisti, Ana Max Tajnikar in Prašnikar, prihajali na Primorsko, kako bojo ta Primorje Export naredili volilnico, kako se reklo že, valilnica teh majhnih podjetij, ne? Sem rekla, kako je inkubator, ja, tako, res je nekaj inkubator, vse poznaste Primsel in Kolke za sploške v bolnišniku in tega. No, zdaj bi vas pa nekaj vprašala. Zanima me, kaj je ta York sklad, ki pravkar prodaje Savo Turizem, in Apollo sklad ameriški, ki je kupil novo KPM, za Pokiš Holding prodal za svinsko drago, ne? Ali so kakšni dokazi, da sta ta dva sklada naših tajkunov, tranzicijske levice? Potem sem danes zasledila še nov sklad, ki ga omenja raziskovalni novinar Luka Perš, nek investment, ne vem kaj, management, capital management, ne vem, če ste to zasledili. Nekje tudi vi rado omenjate v knjigi ta znesek tega prenosa denarja po Titovi smrti na osnovi nekega hrvaškega novinarja, da bi takrat šlo iz Jugoslavije v Slovenijo, ne vem, 75 milijonov ali milijard, kaj tisti, ne vem več, kakšna valuta bila. Skratka, ene grozne cifre. In v osamosvojitvi Slovenije pa naj bi na onstran meje šlo tudi na taka cifra. A vi mislite, po vseh teh, kar zdaj spremljate še naprej, a je ta denar vrnjen v celoti, ali ga je še puhna od zunaj? Ker mislim, tako napeta, ko je situacija pred temi volitvami, mislim, da nekaj se dogaja. Ne gre samo za izsušene bankomate tranzicijske levice. Verjetno gre tudi še za problem za prehod tega denarja v Slovenijo ob Janševi vladi in malo boljšem delovanju nadzornih inštitucij. Pa še za Igorja bi prosila samo nekaj. Ta firma Adit, ki jo omenjate, jaz sem bila namreč 8 let v službi tudi v SDK-ju, Igor pa vem, da je bil direktor, ne? A ste vi vedeli za to firmo? Hvala. Najprej glede Domagoja Malbitiča, to je ta oseba, ki navaja teh 75, 120, 250, 50 milijard. Jaz mislim, da je on noj. Z njem pač ni vse v redu, on trdi že 10 let, da ima dokumente, ki mu jih je dala Bojka Vučić, to je tista Miloševićeva finančnica, ki je pomagala v velikem izvozu srbskega kapitala pred Cipra v Moskvo. Ampak teh dokumentov ni nikoli pokazal, operira pa je z ekstremnimi ciframi, ki so absolutno in popolnoma nedokazljive. Mi vemo, kako je denar ven hodil. Poznamo tudi posamezne zneske, ki jih znamo danes vrednotiti, ki bo je enega povedal vezanega na kazino Portorož. Ampak mislim, da pač nima smisla, da pač cenkamo, koliko denarja bi šlo ven.
Ta denar je pa ven hodil zato, da je nazaj prihajal. Se pravi, da je nazaj prišel iz družbene v privatno obliko in preko privatizacije lastninsko zajel slovenska podjetja, oblikoval omrežja in ujel celotno državo v svoje roke preko tega, da je preko bančnega sistema uspel zajeti regulatorne institucije. Kar se tiče JOLK sklada, jaz zdaj sem na preiskovalni komisiji, ki preiskovuje poslovanje DUTB-ja, jaz ne morem povedati vsega, kar vem. Lahko vam pa to povem, da obstaja dokazana pot, po kateri denar, s katerim razpolaga sklad JOLK, ni denar sklada JOLK, ampak je slovenski denar. In da je tukaj še en del druge zgodbe, to pa je, da je denar iz bančnega sistema med 2008 in 2012 poniknil. Zginul je, krediti so bili dani, ki se niso vračali, niti malo se niso vračali in so bili poslani po celi liniji lastniški strukturi podjetij v davčne oaze. In obstajajo indici, da je to denar, ki se vrača. Torej vam govorim, da obstaja vzporedni mehanizem 2.0, ki ga lahko verjetno doživljamo ravno kar. Kar se tiče Adita, jaz sem zadnjič izvedel, ne spominjam se, da bi izvedel za njega, ko sem bil direktor SDK-ja, mi smo delali takrat stotine, seveda, rekel, inšpekciji, privatizacije takrat družbenega premoženja. Je bil pa problem največji v tem, da ko smo prišli do, ko je moja namestnica, oziroma poznejša generalna direkcija, Romana Logar, ko s temi stvarmi, ko so bili v taki fazi, jaz sem takrat že odšel v državni zbor, prišla na vlado, oziroma je poslala na državnemu tožilstvu ovadbe na osnovi teh naših inšpekcijskih pregledov, številnih, stotine, je rekel Drobnič, ki mu ne moramo reči, da je bil na kakšni levi strani, ne, ali pa podpornik tega divje privatizacije. Dejal, da so ovadbe manj vredne kot papir, na katerem so napisane. To bi jaz pripisal temu, ne neki nezainteresiranosti Drobniča, ampak temu, da je bila zakonodaja, rekel, nedodelana še takrat. Ne. Takrat se je delala po Markovičnem zakonu praktično. Ne. In tu bi zopet en težav slovenske tranzicije, naše ubadanja z državnostjo, da določenih stvari ni bilo tudi na zakonodajni ravni narejenih tako, da bi se preprečila ne privatizacija, ki je bila nujna, ampak divja privatizacija. Ne. Tako da so nekateri potem obogateli na lahek način. In tukaj je seveda SDK izjemno pozornost pri te pojave, ampak z svojimi ovadmi pa na tožilstvu pa praktično ni imela nobenega uspeha. Jaz bi samo to dodal, no, da SDK je na koncu prišel do Adita in naredil eno najboljših analiz, kaj jih imamo narejenih. Praktično nihče drug ni poropal Adita, SDK pa je in je z svojo revizija Adita je zelo lepo komplementirala dokumente o obtoku kapitala, družbenega kapitala iz Slovenije, ki sem jo delal. Še kakšno vprašanje? Ne. Ser, koliko je ura, koliko smo? Ja. Pa glede HIT-a, imate kakšne večji podatke, koliko to je bila valilnica denarja, ne, bi rekel, ne? Pranje denarja, KIK je bil vredno vodilnik v Sloveniji, ne? Ja, to vredno je bolj zaprto, ne? Ja, mogoče bo Igor dal malo boljši odgovor, ne? Dejansko tisto, kar imam jaz, je predvsej boljša dokumentacija Kazinoja Portorož. Kar se pa HIT-a tiče, ne, morate vedeti tako, v Jugoslaviji so bile
igralnice pod domeno uprave državne varnosti v celoti. In služba državne varnosti. Služba državne varnosti je narekovala, da mora vsak kazino imeti posojilnico, ki jo vodijo italijanski državljani s firmo registrirano v Panami in z računom v Švici. Pri čemer je bil tisti, ki je koordiniral teritorijalno v Sloveniji, tisti, ki je koordiniral posojilne družbe, član italijanske kriminalne združbe. To je bil znameniti Eugenio Chiesa. Človek 100 imen in 100 pojavnosti in obveščevalnih služb in kriminalnih združb. In to je princip, za katerega vemo, da je bil tudi uveljavljen v Gorici. Pri tem, da je Gorica bila dolg let problem pač enostavno pranja denarja, prekupovanja, prepredajanja tistih žetonov, menjanja za gotovino in tako dalje in tako naprej. Mogoče Igor še bi dal. To je zanimivo okoli Hita. Jaz sem osebno pogovarjal se z Daninom Kovačičem po telefonu in točno vem, kaj ste se pogovarjali, zato ker bi ta pogovor posnet. Ker mi nisi takrat, ne mene snemali, ampak Kovačiče, ko mene klico so mene posneli. In ta pogovor se je potem pojavil na komisiji, ki je delala okoli privatizacije Hita. Zato jaz točno vem, kaj je bilo v tem pogovoru. In on mene sprašal, da bi rad naredil igralnico na Vrtojbi. In jaz sem rekel, naredite, ampak upoštevajte so obstoječo zakonodajo. Potem je rekel, tudi se radi privatizirati. Sem rekel, ne privatizirajte se, dokler ni zakona o privatizaciji igralništva. Ne delajte tega. In on je vse kontra naredil, kar se tiče privatizacije. Na Vrtojbi itak nisem naredil. Oni vse oni so začeli neke usporedne firme okoli firme ustanavljati. In SDK je potem v dogovoru s kriminalistično policijo šla v Novo Gorico. Ampak jaz nisem določil inšpektorjev Nove Gorice, ali pa rekel inšpekcijo določite ljudi v Gorici za pregled, ampak smo z Ljubljane o 5. popoldne poslali Gorico, Teleksa, kaj bilo takrat, da pridemo z Ljubljane z najboljšimi inšpektorji, ker takrat se Hit je bil ena najbolj lukrativnih družb in povezan igralništvo in tako naprej. In smo iz Ljubljane potem poslali inšpekcijo. Ne, niso goriški, ker smo se bali te lokalne povezanosti. In kaj se je zgodilo? Ko smo to poslali Gorico, je direktor Abram, ne vem, če se ga poznate, ko smo poznali direktor banke, je telefoniral Danilu Kovačiču, da pride inšpekcija z Ljubljane. In so celo noč ulečevali dokumentacijo. Seveda vi ne morate vsega rečeti, ker ta dokumentacija na večjih koncih, in nekaj v banki, nekaj je pri, ne možete vsega uničiti, ampak so uničevali dokumentacijo. In na osnovi teh inšpekcijskih in kriminalističnih preiskav potem so potekali sodni procesi. In potem na osnovi tega tudi ta komisija za raziskovanje privatizacije Hita. Mislim, da nekateri ljudje so bili potem obsojeni na tej osnovi. V Hitu. Zdaj, to je že 30 let nazaj, ampak se ne spomnim natančno, vem, da so bili nekaj obsodbe, potem iz tega. Samo ena stvar mi še zanima. Me zanima veliko stvari. Samo jaz sem srečal Rudija Pavšiča, takoj, ko je bil upokojen predsedstva SKGZ. In smo se pila kavo in mi je začel govoriti, veš, ko sem nastopil kot predsednik SKGZ-ja, ta prvi moj najhujši problem je bil, kako pokriti izgubo dnevnika Republika. In kaj si napravil? Pravzaprav sem šel v Kučano. In, smo uredili, Zdaj, ta denar, niso bili majhni denar, odkje je Kučan dobil in kako je pokril, vi veste, kaj tega? Lahko sklepam, Republika je imel dva večja lastnika, en je bil ZTT, Založba državnega tiska, ki je bila ena največja lastnik Safija, Safi pa nazaj od ZTT-ja, itak tam bilo vse prekriženo pod to isti milje. Ta druga firma je bila pa Helvetius. Helvetius je bilo pa hčerinsko podjetje od Safija in Krke. Tudi jaz domnevam, da je ta cash flow mogel od Krke živeti.
Zato je to zanimivo, ne, Miloš Kovačič je meni zelo fascinanten lik, on je pregojil celo svojo kariero po osamosvojitvi, tako da je trdil, da nisi rabil biti vključen v partijo, če si hotel biti direktor podjetja v socializmu. Kaj je zanimiv, ker je res ni bil, ne, pozabi pa povedati, da je bil pa on konfident in da je v bistvu zaud po delu na sovjetskem področju in je ovajal je jugoslovanske državljane in slovenske ljudi, ki so bili v Sovjetski zvezi. Ampak ja, mislim, da je iz tega konca preletu, na oglaševalskega konca. Eno vprašanje sa strani največjega poznavalca na našem koncu. Si ga že potunkal v vodu, ker se mu zahvaljuješ, tako da ga lahko potunkam tudi jaz. Kolega Andrej Černis, moj kolega na radiju in najboljši poznavalec zgodbe KB 1999. Jaz sem nekaj v zvezi z vprašanjem glede Jorka, ker in kdo in kako funkcionirajo ti skladi. Namreč, tako sem imel misli, da sem to zadevo malo jo preučeval, dejansko sem našel in zdaj hočem, če lahko dobim tudi pri tebi rado potrditev. Kdo so okoli Jorka? Vse jaz sem tako našel, ne, v upravi, to je članek, ki sem ga delal morda leto in pol od tega, v upravi hčerinske družbe Jorka Slovenske, sta Dejan Rajbar in Aleš Škobrne, oba sta tudi v nadzornem svetu družbe ECM. Zakaj je ta družba pomembna? Ker se je pojavljala kot prva morebitna družba, ki bi lahko prevzela sekretariat VKB-ja 1909, to je potem šlo v roke družbe KD. Ampak zdaj, da odgovorimo, mislim, do tega zaključka sem jaz prišel, ko sem to iskal, dejansko ta dva človeka, če jaz sem takrat prav raziskoval, spadata nekako v območje družbe, stare družbe Savo. Tako da nekako sem talo trdil, ne? Ja, ne, vse drži. Zdaj pa nekaj še prej zanimivega, ne? Nekaj časa je bil Credit Suisse, eden večjih lastnikov sklada JOL. Se razumemo, sklad nima svojega denarja a priori, ampak upravlja z denarjem, ki ga noter dajo dodatelji. Ampak Credit Suisse je bil lastnik sklada JOL. En večjih lastnikov Credit Suisse pred 10 leti je bil pa hčerinsko podjetje od IDB-ja, ki je bilo združeno z Pivo Group. Tukaj je en del zgodbe, ki je zanimiv, predvsem zaradi tega, ker je JOL v delu odkupe terjatov, ko sta se IDB Holding in Aktiva Group sesula v izraelski Leumi bank. Po drugi strani pa pot, kako pride denar do sklada JOL v Luksemburgu, ne? To so pa od Zoom pogovorila, ne? Kaj pa Apollo? Ne, to je ista zgodba. To je ista zgodba. To je ista. Mislim, ne, malo je drugačno. Pardon. Zdaj, problem je nastal v Italiji, zaradi tega, ker so se tam banke začele množično sesuvati in tudi sistemske banke so bile zelo boge. In je izgledalo, da ne bo posebnega kapitala, ki bi dokapitaliziral te banke. In je prvič prišla v Evropski komisiji ideja, da bi pa mogoče tele čiste investicijske sklade noter spustili. In zato je Apollo kot tak rekel, da bi bil zainteresiran in za Italijo in za Španijo, ampak bo poskusno vstopil v Slovenijo, v sistemsko banko NKBM, jo sestavil in prodal naprej. Tako da Apollo zgodba ni ta zgodba, ki jo razmišljamo, da se je pri Jorku zgodila. Apollo zgodba je bila enostavno dokaži, da lahko to zmoreš in dokaži Evropske komisiji, da lahko vstopaš v sistemske banke v evroobmočju. In oni so pač samo še naprej OTP prodali. Je pa res, da se je Apollo
lastniki so se na moč neobičajno obnašali v NKBM-u, to pa vemo za primera Agrostroj Ruše oziroma Veselina Đurovića, ko je prišlo do tega, da pač so ljudje ga reketirali na osnovi kreditov. Se pravi, ali nam plači 1 milijon, ali bomo pa tvoje podjetje pač poslali v stečaj. Če pa plačaš 1 milijon, pa lahko uredimo, da ti NKBM podaljša kredit, pa odpiše še nekaj od tega. Klasična mafija. Pa še jaz bi rekel vprašal. Se bom brat tudi glasno. Dobro, pogledajte, veš nekaj vprašal. Odkar je Slovenija, se je bilo možno registrirati tudi kot tiha firma. Te tihe firme so bile zelo zanimive. In meni je predavatelj v Ljubljani rekel, to bo še redno in res. Ker tiha firma je lahko. Si bil lahko direktor, ki si bil samo na sodišču registriran, finančna ni imela kaj vprašati, kam si ti dal dan, ko si ti nakazal tih firmi, od tam naprej nekla. Zdaj, ali je to šlo v obje smeri, ali je šlo samo v protiven? Koliko poznate to? Ne poznam področja rajšnje improvizije. Ja, žal. To je vprašanje več. Še zadnja beseda organizatorjem, tisti, ki so vse to omogočili, tudi da vam povej, da zgodba se ne zaključi danes večer. Tako, torej, hvala Radio Igorju in Eriki za zelo lep prikaz, kako bi rekla, primeža, v katerem smo Slovenci, ne? In upam, da z volitvami bomo tako glasovali, da vsaj počasi bomo odkrižali tega primeža. Kakorkoli, jaz sem vesela, da ste prišli v tako lepem številu in vas lepo vabim 24.2. ko bo tukaj Možina Jože z razkolom. Lepo vabim. Se bomo še zmenili, ne? Renato, Erika, ja. Kakorkoli lepo vabim.